Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci studia Bistrica. Kot pravijo vremenoslovci, bo sončno vreme z visokimi temperaturami vztrajalo tja do konca tedna. Prihodnji teden pa bodo temperature šle malce navzdol. Dogodkov v tem času ni veliko, kljub temu pa smo pripravili nekaj zanimivih prispevkov, zato ste vabljeni k ogledu. Ložniški folkloristi sodelovali na festivalu na Češkem. Številne prireditve 20. spodnjepolskavskega poletja. Bojan Fajs je novi predsednik območne organizacije Desus Slovenska Bistrica. Med kaznivimi dejanji na Bistriškem tudi vlom in pretepa. V rubriki Lokalne novice tudi o jubilejnem 20. spodnjepolskavskem poletju. Folklorna skupina Kut Lojze Avžner Zgornja Ložnica se je konec julija mudila v Pragi, kjer se je udeležila tudi 13. folklornega festivala pod imenom Prague Folklore Days. Kako je pravzaprav prišlo do dogovora, da boste nastopili na mednarodnem festivalu? Ja, glede tega dogovora, to se že sega kako leto nazaj oziroma začetek prejšnje sezone. To je v začetku septembra. Smo se začeli dogovarjati, zakaj ne bi nekaj novega sprobali, ker že plešemo skoraj 5-6 let ta mlada skupina in nismo imeli dobenega gostovanja še v drugi državi in smo rekli, zakaj ne bi nekaj probali. In potem smo nekako dobili, oziroma smo začeli malo raziskovati, kje so kaj takšni festivali, kje se kaj dogajajo in smo dobili nekaj zanimivih ponudb oziroma vabil in smo potem se odločili v krogu 3 festivalov. In smo potem rekli, da gremo letos lepo na Češko v Prago, drugo leto pa mogoče kam druga. Vsekakor je bilo zelo pestro, marsikaj se je dogajalo. Torej, kakšen je bil program? Program je bil 4-dnevni, začetek je bil v četrtek, katerega smo tudi mi tistega dne prispeli v Prago. Prvi dan je bil sicer bolj na enostaven način, bolj kot ne samo ogled teh prostorov, kjer bomo mi plesali, ter tudi potem malo ogleda Prage. Potem pa v petek, četrtek so pa bili nastopi na 2 odrih, ter tudi v centru mesta z povorko. Predvsem pa je šlo seveda za prijetno druženje. Spoznali ste tudi ostale folkloriste z celega sveta pravzaprav. Ja, definitivno. Na tem festivalu je bilo okrog 50 folklornih skupin iz raznih držav. Mislim, da jih je bilo med 20 in 30 različnih držav, da je bilo prisotnih. In tudi tam, kjer smo mi prespali, je bilo veliko folklornih skupin, tako da so se neke vezi malo prekrižale oziroma smo se nekako spoznali. Sicer pa je vaša folklorna skupina zelo mlada, je pomlajena. Kako je s članstvom, kje vse nastopate? Nastopamo trenutno bolj kot ne na teh lokalnih nastopih, tako kot recimo revija, tele letna, ko je v aprilu. Potem smo tudi nastopali že neke nastope v Mariboru, ko so nas tudi klicali, če bi lahko malo nastopali, se malo pokazali tudi z naših krajev. Potem smo še imeli tudi neke koncerte, tudi gostovanja. V Slovenski Bistrici smo imeli koncert z pobratnim oziroma z društvom, s katerim sodelujemo s Krogom. Smo imeli koncert in tudi tele recimo lokalne nastope, tako kot kakšne praznovanja, kakšna presenečenja, takoj preskočimo na pomoč, da ni problema. Tudi za prihodnjo sezono pa pripravljate nekaj zanimivega? Ja, definitivno. Naj še ostane malo skrivnosti za drugo leto. Na festivalu v Pragi ste imeli 2 nastopa, sodelovali ste tudi na paradi. S katerimi spleti in plesi ste se predstavili občinstvu? Predstavili smo se spleti štajerskim spletom, siroto in ketenpolko in pa s prekmurskim spletom. Zanimivo je, da so vas na oder povabili tudi folkloristi iz Švice. Povabili so splošno gledalce iz publike. Pokazali so del spleta, ki je bil kot neka igra z metlo in z žlicami. Bilo je zelo zanimivo za pogledati. Sicer pa ste si ogledali tudi nekaj znamenitosti v Pragi. Kaj vam je najbolj ostalo v spominu? Najbolj nam je bilo tale Plečnikova cerkev, drugače pa je kar dosti takih znamenitosti,
ki so malo drugačne od naše Slovenije, no, od naših slovenskih znamenitosti, od gradu, potem muzeja, res različne. No. Zagotovo pa ste spoznali tudi veliko novih ljudi. Ja, tako. Tudi vodička je bila ki je bila iz Češke, je bila pred kratkim, smo ugotovili, v Sloveniji. Tukaj je tudi naredila tečaj, tako da smo se tudi izmenjavali, vadili naš jezik z to gospodično. Spoznali smo tudi druge folklorne skupine, ker smo živeli ta čas skupaj v tistem hotelu, ki so nam ga dodelili. Tudi sicer imate kar nekaj teh spletov v svojem programu. To pomeni, da boste verjetno še nastopili na kakšnem takšnem podobnem mednarodnem festivalu. Vsekakor je naša želja iti še kam izven Slovenije in pokazati našo kulturo, naše običaje širom sveta z različnimi spleti. Na Češkem smo seveda pokazali le en del, ki ga plešemo. Plešemo vsekakor tudi druge splete iz različnih koncev naše Slovenije. Na Spodnji Polskavi je v času od četrtka 2. avgusta do nedelje 5. avgusta potekala tradicionalna prireditev Spodnje Polskavsko poletje. Krajevna skupnost Spodnja Polskava je to turistično, gostinsko in kulturno manifestacijo uspešno organizirala že 20-tič po vrsti. Prvi dan prireditve je bil praktično v celoti namenjen otroškemu programu, ki vključuje oratorij, Eno je potrebno, otroško predstavo malih matičkov, kraljične in zobobol, otroški fire combat, delavnice, peko palačink, pokušino domačega sladoleda in kratkočasenje z napihljivimi igrali. V petek je potekal turnir v ruskem kegljanju. Ob tem si je bilo mogoče ogledati razstavo malih živali in kmečke igre. V večernih urah so obiskovalci lahko prisluhnili moškemu pevskemu zboru Obrtnik in narodno-zabavnemu ansamblu Modrijani.
kakor pozni cvet poletja, umrt po mojem sadek tišč, sredi pisanega cvetja, od mlajših se mi lepša zdiš. Rad utrgam vidite nežno, ti roža moja vročica, zaljubi zastavo bežno, srce gori mi noč in dan. Ti, moja rožica, kraljica mojega, si srca mladega. Ti, moja rožica, na blagu zrelih let, najlepši svet. Kakor pazdi cvetovina, iztekel sem na pot bo čas. Ne bi rada hitra smejne, ko stara se telo obraz. Pride konec bo vročine, utrgam ta drhteči cvet. Preko bule naplavine, pozamistim čaraven svet. Ti, moja ružica, kraljica mojega, si srca mladega. Ti, moja ružica, na pragu zrelih let, najlepši cvet. Najlepši svet, najlepši svet. V soboto je bil organiziran izlet z vlakom na Celjski grad. Na ogled je bila tudi razstava slikarskih del Danice Senekovič in Mojce Tramšek. V popoldanskem času je sledil nogometni turnir ter kolesarski izlet čez Drn in Strn. V večernih urah si je bilo moč ogledati glasbeno igrano predstavo Kut Matiček ob 20. obletnici prireditve Spodnjeposavsko poletje, medtem ko je boks pod Kostanji odpadal. V nedeljo je krajši koncert pripravilo kulturno-umetniško društvo gasilske godbe Napihala Spodnja Poskava, sledila je še žegnanska maša v cerkvi svetega Štefana. V popoldanskem času so pripravili še gasilski manever in 20. spodnjeposavsko poletje zaključili z veliko vrtno veselico, kjer sta nastopila pevka Tanja Žagar in narodno-zabavni ansambel Franca Miheliča. Bojan Fajs je novi predsednik občinske organizacije Desus Slovenska Bistrica. Zaradi odstopa dosedanje predsednice Irene Majcen so pred kratkim izvedli izredno volilno skupščino. Na izvršnem odboru stranke sta bila evidentirana dva kandidata in nato potrjena na občinskem odboru, in sicer Ivan Kumaver iz KO Zgornja Ložnica in Bojan Fajs iz KO Dr. Jagodič. Na skupščini so na tajnih volitvah za novega predsednika izvolili Bojana Fajsa. Zakaj ste se pravzaprav odločili, da se ponovno vrnete v politiko, da se včlanite v stranko Desus in nenazadnje kandidirate za predsednika občinske organizacije? Ja, res mogoče malo presenetljivo. Jaz sem že enkrat rekel, da verjetno ne je več nazaj v politiko, vendar zgodilo se je. Sem član stranke Desus in na nek način tudi poskušam pomagati v nadaljnjem razvoju oziroma v nadaljnjem delu stranke v Slovenski Bistrici. Pred leti ste bili vidni član bivše stranke LDS, tam ste si zagotovo pridobili tudi veliko izkušenj. Ja, sigurno, v stranki Liberalna demokracija Slovenije smo si pridobili veliko izkušenj. Nažalost je stranka razpadla z odhodom dr. Drnovška, hkrati so razpadli tudi občinski odbori oziroma lokalni odbori in seveda vsak od članov je šel po svoji poti. In dejansko je pač prišlo do tega, da sem postal član stranke Desus in uspešno upam, da bom tudi pomagal v nadaljnjem delu te stranke.
Do izredne volilne skupščine je prišlo zaradi odstopa prejšnje predsednice gospe Irene Majcen. Ste pričakovali takšno podporo na volitvah? Te so bile tajne. Volitve so bile tajne. Moram reči, da sem imel solidnega protikandidata, gospoda Ivana Komaverja iz Gornje Lužnice. Rezultat je bil od 31 delegatov 17 zame in 14 za gospoda Ivana. Tako da na nek način bomo tudi oba dva skupaj sodelovala v nadaljnjem kreiranju in delu stranke. Bližajo se namreč tudi lokalne volitve. Kakšne bodo glavne smernice vašega občinskega odbora? Sigurno bomo sledili programu stranke tako na nivoju države, kakor na nivoju lokalne skupnosti oziroma občine Slovenska Bistrica. Želimo aktivno sodelovati pri skrbi za starejše in pa seveda tisto, kar je tudi osnovni pomen tega je, da mladi dobijo službe, da si ustvarijo družine in pa ostanejo v domačem kraju. Zraven tega seveda v nadaljnjem razvoju infrastrukture in ostalih dejavnikov v občini Slovenska Bistrica na nivoju kulture, športa, komunale in vseh teh zadev in seveda rekreacije. Želimo tudi, da se dom starejših v Slovenski Bistrici širi, da dobi svoj status glede na potrebe, ki so v Slovenski Bistrici in pa po možnosti tudi sodelovanje oziroma večja skrb za oskrbo na domu starejše populacije. To je naša osnovna zadeva, kajti en brez drugega si ne moremo ničesar. Treba iti razvoj občine naprej, treba mladi dobijo službe, delajo in na nek način tudi pomagajo soustvarjati pokojninski sklad v Sloveniji. Ste se morebiti že pogovarjali o županskem kandidatu? O tem se v stranki dogovarjamo. Če bomo našli ustrezno rešitev, se bomo za to odločili, če ne pa bomo podprli kandidata, v katerem lahko solidno pomagamo soustvarjati razvoj občine. Za konec pa morda še komentar o sestavljanju nove vlade, manjšinske vlade. Zakaj menite, da je pravilno, da gre stranka Desus v to vlado? Osnova politike je, da moraš sodelovati, če hočeš kaj narediti. Program, ki ga imaš, ga moraš na nek način soustvarjati z drugimi. Sam ne moreš, treba ga ustvarjati z drugimi in s tistimi, ki lahko to zadevo tudi speljejo. In normalno je, da je stranka Desus tudi v skrbi za starejšo populacijo tam, kjer lahko neke stvari popravi, uredi in nadaljno delo tudi ustvarja. Torej menite, da je lahko ta vlada tudi uspešna? Sigurno, to je odvisno od ljudi, ki sestavljajo vlado, ki bojo v vladi in da bojo tudi na nek način svoj osebni ego pospravili na stranski tir v dobro vseh nas. Kajti, če tega ni, tudi dobena ne leva, ne desna, ne sredinska vlada ne more uspevati, če seveda do tega ne pride. Težko je vladati, glede na razmere, ki so v Sloveniji, vendar jaz verjamem, da se z dobro voljo in pa s tem, ko bojo svoj osebni ego na nek način potisnili v zadje, uspešno delali naprej. Skupina Impol smo proizvajalec izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin. Sedež skupine Impol je v enem najstarejših krajev v Sloveniji. Slovenska Bistrica leži na severovzhodu Slovenije in je mesto z bogato industrijsko tradicijo. Odlična geografska pozicioniranost zagotavlja učinkovitost in hitro odzivnost v vse smeri. Z izdelavo bakrenih izdelkov smo začeli že pred skoraj 200 leti. V 50 letih prejšnjega stoletja smo proizvodnjo preusmerili v izdelavo aluminijevih izdelkov. Ves čas sledimo zastavljenim ciljem. Z lastnim znanjem in vrhunsko kakovostjo zagotavljamo izdelke z najvišjo možno dodano vrednostjo. S
Skoraj 90% naših proizvodov izvozimo na zahtevne evropske trge. Uspešno prodiramo tudi na nove trge in povečujemo svoj tržni delež v Braziliji, Rusiji in drugih perspektivnih trgih. S svojimi izdelki aktivno sodelujemo na priznanih mednarodnih sejmih. Produktni program predstavlja obsežno ponudbo različnih aluminijevih izdelkov in zlitin. Proizvajamo valjane in stiskane izdelke. Naša ponudba vključuje folije, pločevine, trakove, palice, cevi in profile. Specializirani smo tudi za nišno proizvodnjo odkovkov in rondelic. Celovitost programa je naša konkurenčna prednost, ki nam zagotavlja stabilnost na trgu. Proizvodna kapaciteta skupine Impol je 170 tisoč ton izdelkov letno in se še povečuje. V Impolu vse skozi povečujemo produktivnost in nadgrajujemo poslovno proizvodne procese. Ti potekajo na različnih lokacijah v Sloveniji in Srbiji. V proizvodnem procesu livarne surovino najprej pripravimo, jo stalimo in prečistimo. Ko je talina pripravljena, začnemo s procesom litja. S pomočjo livnih naprav izdelamo brame in drogove, ki se uporabljajo v nadaljnjih proizvodnih procesih. Osnovna postopka valjanja aluminija in zlitin sta toplo in hladno valjanje. S krmiljenjem hladne in tople obdelave dosežemo specifična stanja, lastnosti in odlično kakovost izdelkov. Aluminijaste folije predstavljajo obsežen proizvodni program. Z obvladovanjem proizvodnega procesa postajamo vrhunski specialist za izdelavo, prodajo in distribucijo dvojčenih in enojnih folij iz aluminijevih zlitin. Izdelujemo tudi rondele, rebrasto pločevino, pločevino in trakove. Proces izdelave palic, cevi in profilov vključuje postopke, s katerimi izdelamo visokokakovostne, toplotno obdelane izdelke. Začnemo s postopkom homogenizacije in struženja, sledi segrevanje in stiskanje na sodobnih stiskalnicah. Nadaljujemo s hladno in toplotno obdelavo ter končamo z ravnanjem in razrezom materialov. Pri postopku iztiskanja oblikujemo profile različnih oblik, debelin sten ter razliko v razmerju med širino in višino želenega profila. Nova linija Alumobil deluje kot samostojen proizvodni proces, v katerem s stiskanjem proizvajamo profile in palice zahtevnejših oblik. Podjetje Impol Seval je del skupine Impol od leta 2002. Danes velja za največjega predelovalca aluminija in edinega proizvajalca valjanih aluminijskih izdelkov v Srbiji. Seval letno proizvede in proda 65 tisoč ton izdelkov. Sem sodijo trakovi, pločevine, barvane pločevine in trakovi. Aluminijaste izdelke in zlitine proizvajamo s postopki litja ter toplim in hladnim valjanjem. Proizvodnja je sodobno tehnološko opremljena in skladna z mednarodnimi standardi. Z zagonom nove linije za barvane trakove bomo konkurenčno prednost še povečali. Z nenehnimi vlaganji v raziskave in razvoj
Uresničujemo zastavljene cilje, udejanjamo napredne tehnologije in ustvarjamo inovativne izdelke. Razvijamo nova znanja in aplikacije za doseganje višje dodane vrednosti in kakovosti izdelkov. Z vrhunskimi strokovnjaki sodelujemo tudi pri mednarodnih projektih letalske in vesoljske industrije. V vesolju že kroži satelit, ki smo ga pomagali soustvariti. Integracija zaposlenih v vse dejavnosti organizacije vse skozi zvišuje delovno učinkovitost. Stabilnost zaposlitve ter pošteno plačilo za dobro opravljeno delo ustvarja motivirane in zadovoljne zaposlene. Cenimo lojalnost in spoštujemo medsebojne odnose. Večkrat letno organiziramo različne dogodke, namenjene sproščenemu druženju in medsebojnemu spoznavanju. Velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju kadrov. Investiranje v profesionalno in osebnostno rast delavcev je ena naših ključnih nalog. Za dosežke pri bogatitvi znanja zaposlenih smo tudi nagrajeni. Smo aktivni zagovornik okoljske politike. Izvajamo zastavljene okoljske programe in uvajamo ekološko učinkovite postopke. Te zahteve prenašamo tudi na dobavitelje in vse tiste, s katerimi poslovno sodelujemo. V skrbi za okolje se pridružujemo različnim domačim in mednarodnim projektom. Sožitje z lokalnim in širšim družbenim okoljem je ena naših temeljnih usmeritev. Že vrsto let podpiramo kulturna in športna društva, katerih člani osvajajo odlične rezultate na mednarodnem nivoju. Danes je Impol podjetje z jasno vizijo in poslovno strategijo. Širili in izboljševali bomo svojo dejavnost in še naprej zanesljivo izpolnjevali zahteve kupcev. Inovativnost, marljivost, prilagodljivost, odličnost in lojalnost. Impol. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 14 kaznivih dejanj, od tega en vlom, 5 tatvin, 4 poškodovanja tuje stvari, 2 lahki telesni poškodbi ter po 1 zalezovanje in nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Znani storilec je na bencinskem servisu natočil gorivo v znesku 42 evrov in odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Prav tako znani storilec je na bencinskem servisu natočil gorivo v znesku 37 evrov in odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Neznani storilec je ponoči ukradel 40 palet iz podjetja iz Slovenske Bistrice in ga oškodoval za 320 evrov. Znani storilci so z dvorišča odtujili več rabljenih avtomobilskih delov in aluminijastih drogov. Podjetje so oškodovali za 500 evrov. Farovec. V pretepu 2 oseb je ena izmed njiju bila lažje telesno poškodovana. Pragersko. Neznani storilec je ponoči 4 različnim oškodovancem poškodoval več pnevmatik na osebnih in tovornih vozilih in jih oškodoval v približnem znesku za 1200 evrov. Žabljek. Neznani storilec je ponoči vstopil v gostinski lokal in odnesel 300 evrov in nekaj alkoholne pijače. Spodnja Polskava. Na prireditvenem prostoru Veselice je prišlo do pretepa med 2 osebama, ena je od njiju utrpela lahke telesne poškodbe. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 22 prometnih nesreč.
V 3 izmed njih so se udeleženci lahko telesno poškodovali. 11 povzročiteljem so izdali plačilni nalog, zoper enega povzročitelja pa so uvedli hitri postopek. 3 voznikom so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Z področja kršitev javnega reda in miru so posredovali 13-krat. Spoštovani, informativna oddaja se je stekla, pazite nase in lepo se imejte, kjerkoli že boste. Pa srečno.